The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj na še enem Approved podcastu. Jaz pa Petra se zopet javljava iz Zihrlove, kjer smo včeraj imeli. Kjera velorunda je bila to letos? Druga. Druga? Ja. Ok, z druge velorunde? druga, ja. A se šele aprilna. Ja, seveda, zdaj smo začeli. Ta vikend bo spet izlet. Kam se je šlo? Na Zasavsko Sveto Goro gremo sprobati, kje se je Roglič vozil, treniral. Tako da, če kdo ne ve, kam bi šel, gre lahko z nami. Evo. Danes bo govorila o par novih produktih, ki jih imamo mi na spletni strani, kjer bike sem testiral, oziroma tudi testiram še brand. Pa predvsem pa to, kako Petra napreduje s treningom, pa še eno novo pošast je sestavila, tukaj od zadnje jo vidite. Ja, malo se vidi, ja. Tako da bova 15 minut bomo imela kle pogovor, pa bo šla pa še pred kolo, pa ga bo še malo predstavila, kakšno ima opremo gor, zakaj se je to odločila, kaj je šla na ribiško opremo zdaj, zakaj je dala pobarvati kolo. Tako da ja, evo. Ribe se pa lovijo, a ne? Tako da ja, evo, o tem bova danes govorila, tako da greva kar najprej na, o čem bova najprej govorila? Ja, ne vem, lahko začnejo s temi rundami našimi, da smo, pač to se že povedal, da smo štartali te naše runde. Udeležba se kar nadaljuje od lanskega leta, tako da nas je spet veliko. Te 3 skupine so zdaj počasi zalaufale, prvič smo imeli 2, zdaj smo kar videli, da je zelo fajn, tako da smo razvrstili te povprečne hitrosti v 3 skupine in mislim, da se je kar dobro parjeli, lahko tudi na Stravi, a ne, vidite, recimo jaz sem v ta počasni skupini, če pogledate na Stravi, Anže ima tudi na svoji Stravi, Anže pa v ta najhitrejši skupini, tako da tam bojo pa fanti rekordali, to spodirali. Zdaj v bistvu je že včeraj padel, mislim, da rekord runde, tako da... Ampak to so, se pravim, ne se ustrašati, mi se ostali se vozimo normalno. Čak, koliko ste imeli poprečno? Mi smo imeli 27,4 nekaj tazga. Okay. Mi smo imeli koliko? Pa 35. Ok. Ja. Verjetno je imel kakšen še več, pa ga ne vidim na Stravi, toliko si imel ti. Ne, se sem pač prvi 4. Ja, mogoče kakšen klanca, več je kakšen... Ja, v klanc na pance je šel... Ja, pa je imel že malo mečkan, da je imel malo več. Tako da, ja. Ja, evo, se so že povedali, kam se gre, v Ljubljani v centru se štarta, Sostro, Podlipoglav, Pance, Grosuplje, Šmarje Sap, Škofeljca, Ig, Matena, pa nazaj in... Glih 50 km naredimo, tako da je glih prav, pa se pa malo podružimo, pa malo poklepetamo. Ta druga, tretja skupina se ostavita na Pancah, oziroma se počakajo, medtem ko ta prva skupina, toliko da pride ta zadnji od prve skupine gor in se pač piči direkt naprej, se ne čaka pol še v njih zadnji, zato ka pol je malo preveč navaren, ali na spustih, ali če kakšni avti prehtevajo, ka za dol je lahko 30 kolesarjev. Ja, smo kar prav naredili, da se to malo loči, pa da nas je malo manj na cesti na kupu. Ja, tako da mi smo tudi zdaj na koncu, smo prvič izvedeli še, da smo šli od Matene, ki je v njih 3 kilometre, sem vsem rekel, sprint. Zdaj pa full gas in smo se sam vrteli. Aha, dobro, ful dobro. Skozi smene in smo bili to gotovi na konc, da... Ne, pa se je fajn, da tisti, ki se znate voziti, pa ki veste, to hitrost znate korigirati, da pač tudi to možnost se da, ne. Ker očitno ljudje bi še vedno eni radi išli nekaj hitrost. In res luštano, to se fajn se da in tudi mogoče kakšen dan se počutite dobro, pa greste lahko v kakšno hitrejšo skupino, kakšen dan ni v redu, greste v počasnejšo. Tako da v bistvu smo kaj imamo metlo, pa imamo zajčke, tako da je zanimivno. Ja, ker tudi če štartaš v prvi, pa vidiš, da ne gre, komu tu ne zadnji počakaš in se ostavaš in je to. Kje ste dobila za ta izlet, kaj zdaj pride? Idejo, da se gre tja gor? Škoda, ne vem, skozi gledam te lokacije, da gremo na različne konce Ljubljane, da ne gremo vsakič na isti konc in zdaj, da smo bili letos že v Polhograjcih, enkrat šli smo zdaj na Rakitno, pa da gremo zdaj proti Dolenjski, pa mi je nekako ta Zasavska, ker je tudi lepa trasa, zdaj gremo na Izi, gremo
dejansko bomo šli od Litije naprej proti Zagorju, po levem bregu Save, ne po glavni cesti. In je to skozi vse čas ravno, potem je pa sam ta klanc, ki se gre gor na Zasavsko goro. Zdaj, kar bom rekla, kilometre sem zlagala, sicer lahko najdete ta vzpon, ampak mislim, da je ne vem, če ima 10 kilometrov vse skupaj. Lep klanc, se ga lepo spele, gor je krasen razgled pol dol, pa zraven od spodaj tik pod vrhom je ena gostilna, kjer bomo spili eno kavico in potem se vračamo čez Moravče nazaj, tako da dejansko je pol spet sem spust vse čas zelo nazaj. No. Tako da dejansko edini klanc je ta Zasavska Sveta Gora, pa pač kar se vmes nimamo nekih, ne gremo čez 5 klancov prej, pa še 5 klancov pola. Cirka 100 km. 105 km pride pa dobrih 1000 višincev, tako da je res taka. Pa na veloizletih je tudi tako, da se ne pretirava, ni nekih divjih brzin, se pravi, če imaš vsaj specialko, pa če vsaj par 100 km letos si naredil, bi rečemo, da ja, tako vsaj, da je volja, pa da se počakamo, gremo res tudi po ravnem počas, pa tisti klanc vsak zvoje zvoz in to je to. Greva še na tale kolesa, kaj zdaj jaz vozem. Zadnjih 14 dni sem imel Elves Vanjar, ker sem bil ful navdušen nad kolesom, bil je sicer trd, ampak za ta denar se mi zdi, da ful veliko ponuja. Zdaj sicer tega, ki je čist kontra, ki meni osebno ni kaj preveč všeč, ta njihova aero. Ja, mogoče je za kakšnega triatlonca ali pa kakšnega, ki se rad sam poravnam skozi voz. Ja, sem šel tudi poravnam, pa mi tudi zdaj le tedni tudi piha, pa to tako da. Ja, sej, kaj pihal v glavo, se mi je zdel, da sem kamarne, ko sem ga imel v hrbet, se je zdel, ok, zdaj pa gre. To so sicer tako, zgleda pa lep, ne. Tako je lep, ne, lep, kolo je lep. Special, ja, lepa oblika, vse je lep kolo, tako da. Sem se glih slišal s fantom, ki sta zastopnika za tole, mi bo prinesel zdaj še une obroče, da vidim, kako se fura, ker te so ta osnovni karbonski, ki mislim, da so okrog 650 €. Pa mi bo dal pa spet une, ker te so takoj teži, ne. In po moje, da so tudi pri te teži, se v klance kar pozna. A si vagal kolo? Dobro. 8,4 mislim, da. Ja, sej ga je velik, ne. Ja. Se bova tudi, še ta bike bova tudi pokazala pol na koncu, tako da une, ki zanima. Lahko pa spremljate tudi mojo Stravo, damo v opis runde, pač te prve misli od kolesa, tako da če vas zanima, komu odpofolite, pa lahko tudi tam kaj pokomentiram nazaj, če koga kaj zanima. Ampak Vanjar mi je bil res všeč. Veš, kaj me bolj zanimalo? Kle je tako ful različnih tipov kolesarjev, ampak kakšen ima pa tako nasplošno ljudje, kakšen misliš, da imajo mnenje o, ker to je rečemo kitajska znamka koles, pol so pa fejki, ne? In a se sploh loči to razliko med fejkom pa med kitajsko znamko, ali je to, ker vse v en koš in bolj so pa te pač boljši brendi, ki jim kao bolj zaupamo? Ne, jaz mislim, da je še vseeno, saj tako, no, kakor je moj občutek, pa kakor se mi pogovarjamo, še vseeno večina ljudi bolj zaupa, vseeno, da je, se pravi, original oziroma, da je kolo, ne glede na to, da si ga ti, tudi če si ga na kitajskem kupu, tudi če je Kitajc, ampak da imaš v ozadju neke garancije, neke račune, nekoga spletno stran, nekaj, kar je ziharaško, a ne, kakor da bi šel kupati nek fake, pa ne veš točno, kaj se bo s tem kolesom zgodilo, ne, ker pač govorice so različne o teh fejkih, a ne, tako da to je tudi mogoče enkrat za eno debato o fake kolesih, ker glih danes sem dobila eno vprašanje od ene gospe, kupuje en kolo in kako se vidi, če je kolo fake, a ne. Mi dva sva to že kar dosti naštudirala teh koles in mislim, da se pač res dejansko, ok, če kupaš fake, pa veš, da si kupil fake, recimo, ampak problem je zdaj, ker se mi zdi, da se je začeli zdaj to izkoriščati in se zdaj prodajajo fejki kot originali. In to je pa, to je pa pač v bistvu barabija, ne. Ja. Pač, kada ti prodaje en Armani obleko po naredek za Jurja. Ja, sam da par obleki je le malo drugačna. Ja, je drugačna, ampak spet je čist isti šmoren, ker jo boš dal nase dvakrat, enkrat v čistilenco, bo glitko razpadla. Tudi če je za Jurja se kupil, da bi pa praviloma za njo mogo dati mogoče 50 €. Tako da to lahko pokomentirate spodaj, kakšen je vaš mnenje o
se pravi eno v kitajskih proizvodih, eno v fake okvirjih in podobno, pa eno, se pravi, čemu bolj zaupate, a bi rajš kupil, se pravi, neko priznano znamko itd., ki me prav zanima, ker zdaj sem še zase naročil. Ja, se to tudi mene zanima, v bistvu. Še en bike, ki je toliko hud, Pain Air, pač kako je pofarban, mi je nor in še tako, ko se bo sestavil, tako da gledon so mi sporočili, da to barvo, da bojo nekje v sredini maja, da bojo imeli in da mi ga pol pošljajo, tako da rečemo, da do konc maja, da ga bom dobil in po vsej verjetnosti si ga kar prav zase kupil in bom jaz pol to vozil. Tudi mislim, da če gledaš tele profile, ne, azijske, ne, kaj oni vozijo, ne, mislim, da oni nimajo, kar imajo znamk koles, niso fejki, ne. Imajo pa ogromen teh njihovih koles, ne. Se pravi, njihovih znamk, azijskih znamk je pa ogromen, kolesa gledajo lepa, huda, po barve so nore, tako da mislim, da to fejk je spet ta Balkan scena. To je tega posod po svetu ni. Za to znamko so mi svetovali ta klub iz Singapurja, ki ga imam. Jaz jih ne po mojem nikoli da to najdu. so po moje čist dobra kolesa, ki se verjetno lahko kar z enim srednjim rangom, mogoče enih boljših znamk, pa njihovih malo slabših kolesa ne primerjajo. Jaz se tako zdaj, ko sem vozil unga vanjarja, pa če ga primerjam s top kolesom, je še vedno, ne vem, BMC Team Machineer je z moje pojme ta najboljši bike na trgu, so mejhne razlike. Kaj pa, če bi ga primerjal, zdaj ne vem, če boš povedal, ampak recimo z F5? F5 mi je bil boljš pri spustih, pa še vedno je bil bolj udoben kolo. Zdaj, če bi pa gledal čisto za klanc gor, mi je bil pa vanjar boljši. No, se to sem hotel reči, da v bistvu so ta kolesa najverjetneje lahko en rang znamk z malo nižjih njihovih modelov. Se mogoče pa spet treba gledati na ceno, če nisi na koncu spet iz ceno, pa na istem. Pa imaš mogoče spet F5-ko za isti denar, ki imaš unga. Mislim, tako, ko sem imel jaz F5-ko spimpano, je bila kar enih 14 jurjev, ne? No, pa se ti si spimpaš tudi ta vsa kolesa, ne? Ja, ne, mislim, kle ni bilo Princetonov dobro, zdaj ne, gor, ampak če bi si pa gor dal na vsakega Princetona, pa dober, ja. Ja. Sam pa vprašanje, če ne bi bil že bike v bistvu boljši od... Ja, sigurno, če si dal vse to gor. Se pravi, ampak z isto opremo, ne, mogo gledati. Mislim, se zaradi tega bi zdaj na tega, da vroče feldne, ki sem jih vozil na vanjarju, samo zato, da vidim, a je razlika v feldnah ali je razlika v okvirju. Tako da, kar se tiče pa teh bajkov, pismo, se pravi, če gledam čist high-end, ki sem vozil, pa v primerjavi z, rečemo, neki tazga, ki še vedno to spada za sreden razred, ne, če je 6 jurjev 500 ali 7, je pa tako, da pismo za ta denar, ne vem, jaz imam nekak feeling, da bojo te bolj no-name brandi, ki znajo že zelo dobro pokopirati določene stvari, da bojo ta middle razred high-end brandov, da ne bo toliko več zanimivno. Ja, zaradi tega, ker lepi so, tega lahko, kukar jaz sem, da šlo polhen nek custom paint jobe gor, ne vem kaj vse, se pravi, si ga lahko pofarbaš, kukar hočeš. Ne, to se to pravim, ne, da pač to so kolesa, ki so točno to, ne. Tako da, če hočeš imeti lep pa dober kolo srednjega ranga, so to sigurno čisto okej kolesa. Ja, ker razlike so zdajle, mislim, tam, nočem zdaj biti, ne vem, grd, ta rečemo meni ni najbolj všeč, ker vanjar mi je bil, za ta denar mi je bil tako res super bike. Ja, sej, to je pač najboljš, da fajn je, če lahko kolesa sprobaš, pa dobro je tudi poslušati, ne, pa lih tako pač tele razne podcaste ali pa kakšne komentarje, ali pa se daj kaj prebrati, sploh od ljudi, ki vozite kolesa že cel življenje, pa ki se tudi malo spoznate, ne. Jaz mislim, da je to vse ni neumna stvar malo poslušati kakšnega. Ne, pa se glih ki ste zdaj bila, je isto rekel, da je pogledal že, kako se čevlje čist na YouTubeu. Ja, ki je gledal en model čevljev, da bi bele vzel in je gledal, če se jih da sploh spuca, če jih umašaš. Ja, zdaj veliko tudi teh materialov res čudnih. Sej to so stvari, ki pač se splača pogledati in pa veš, je to, zdaj pa to delamo. Tako da ja, novi produkti na naši spletni strani so zdaj, se pravi, Elite obroči, ki sem jih jaz vozil, ki sem bil res zadovoljen z njimi. To je ta prva stvar, pa ta druga stvar, Sioma je naredila power meter pedala še za MTB,
smo jih dali isto zdaj gor in bomo imeli ta special offer po moje do konca tega meseca. Se pravi, če jih kdo hoče imeti, lahko poklika. A sam za MTB? Ali imaš oboje, vse si bomo zdaj v kejšno special Mislim, offer? da so vsi. Če pa niso, mi pa lahko tudi pišete, pa bomo zrihtali. Pol smo končen, smo dali subscription gor, tako da vsi, ki date 100 evrov za subscription, imate 10% na vse popusta, v Human Performance Centru je 20% popusta, mislim, da na trening plane, na teste je 30% popusta, pol je ID match je 20% znižen v Maxiju, free shipping, ne vem, še kaj, zdaj bomo še kaj dodali, tako da ja, evo, to je to. Unika kupujete obroče za 100 evrov, se pravi, že na znižano ceno dobite še dodatnih 10% popusta in se pravi, če so obroči več kaj Jurija, šparate že denar v bistvu, kaj kupite. Ja, zdaj se sezona začenja, dajte malo v marah pobrskati, kaj imate, pa kaj nimate, pa kva vam je prevelik, pa premejham, pa razvlečem, pa raztegnem, pa čelade. Če so sploh še v redu, pa se splača zdaj res vzeti mogoče malo več, pa ste potem mir za celo sezono, ne saj z nekimi stvarmi. Ja, moram pa priznati, da je kle kar lepo, ko prideš na velo rundo, pa ima vsak ta drug našo čelado, učala, tako, pa hlače tudi kar dosti. Se kar tako tudi lepo zgledamo, ko smo skupaj vozimo. Ja. Na vse čelade, res čelade, sem učala itak pa še zraven, ampak čelada je res, mene je čelada prav tako top. Ne vem, sploh kako bi si drugače, če bi si šla zbirati čelado, kako bi si zdaj izbirala drugače čelado. Pač tudi, če bi šla drugo čelado kupiti, bi iskala na tak način čelado. Če hočete gledati trgovci, ki so v Novem mestu, imate Smole kolesarski center, v Idriji je kolesarski center Bonča, pol v Ljubljani smo mi, drugje mislim, da trenutno ni, je pa pol še na Hrvaškem v Zagrebu je Bonk, pa unka bo v Singapurju, lahko greste pa še RS Cycles pogledati, pa bomo tam prodali čelada očala. Tako da to je to. Kva, a so vas zdaj kar dej, greva še na tvoje treninge, kako se počutiš? Je ful dobro. Zdaj si 2 meseca. Zdaj sem pa že kar dobra 2 meseca, ja. Okay. Tako da zdaj mislim, da še 14 dni, po praznikih po mojem, po 1. maju delali nov test. In že ko mi čakam, ker pol sem pa rekla fantom, da lahko dajo vse moje prejšnje številke gor, pa vse nove številke gor, ker zdaj smo tisto kilažo, ki sem jo imela, smo še skrivali, pa ene par številk še nismo pokazali, no, pa sem nekaj, ko bojo nove, jih lahko pokažejo. Tako da mislim, da bo ful zanimiv to primerjavo videti, ker jaz res dam vse od sebe, ful me tudi pohvalita, danes me je glih spet Blaž, trener pohvalil in se res držim vsega, kar mi rečejo in mislim, da bo napredek kar na samem testu kar dosti dobro zavidati. No. Kdaj imaš pa naslednji test? Se ti pravim, da po mojem bomo to po 1. maju delali. No. Nismo še delali datuma, ampak glede na to, da je drug teden mi je že vse plane napisal, še nimam testa. Mislim, da verjetno bomo po 1. maju, no. Ona, da boste verjetno malo šla kam za 1. maja, vem, da tisti teden je vse neki prvi pa drugi sta sred tedna, pa bi pol po 1. maju lahko naredili en test, se moram pač kar malo pripraviti na njega, ker zdaj vem, kako zgleda. Tako da ja, mislim, meni je ful, se pravim, ful dober. A pa si na čem presenečena, tako kar se tiče treningov ali pa hrane ali pa česa, da te je tako? Da ti kaj prelahko, pa da ti kaj v bistvu, ful ja, pretežko? najbolj presenečena sem, kar po moje je, bo vsak, ne, ki bi zdaj se to šel, bi bil presenečen, tisti, ki je prej že nekaj časa kolesaril, je to, ko začneš, ne, to kolesarjenje, ki ti daje te prve treninge, res v zelo nizkih conah, zelo nizkointenzivno kolesarjenje, zelo malo se ti zdi, da nisi nič zmatran, tako zelo grozen, nič utrujen, sam, ki pa vidiš potem res te kilaže, ne, ker si na tem nekem srčnem utripu, ne na čist nizkem, nisi pa delač od visokega in se res te kurijo maščobe toliko hitrejši tam, da je to, mislim, neverjetno. Jaz to v bistvu poznam teorijo, vem, zakaj se gre, vse odprej, ampak nikoli nisem tega delala. Pač jaz, ko sem šla na kolo, tudi če smo šli kao recovery, pa sem že imela 150 pulza. Ne. Zdaj pa se res vozim na recovery, imam 110 pulza,
na teh, recimo v coni 2, ki je daljša vožnja, imam tam mogoče po nekem daljšem času, ne vem, 125 pulza, ne, kar se pravi, da res in takrat res kuram te maščobe in to so šle kile, se pravi za tistega, ki bi rad shujšal, ne, se take vožnja pozna, plus tega si pa nisi utrujen, nisi zmatran in pa mislim, da pol tudi ta napredek, ki zdaj vidim tudi na klanca, ne, se valjda lažje pol voziš in vse. Pofarbati si dala kolo, zakaj? V bistvu, najprej sem hodila neki so razmišljala, kako bi neki nov kolo, pa ne nov kolo, pa niti nisem, tudi če bi zdajle, mi sploh ne rekel, ne vem, daj kup si nov kolo, sploh ne vem, kva bi si šla kupiti ta moment, kar je zdajle, a ne, pač čakamo, kaj bo kaj novega vam prišlo malo. In zdaj tudi tebe čakamo, kao šti še kaj preleku ven in pa je se slučajno pojavila ta priložnost, da je eden bil zainteresiran za celotno mojo opremo kampo, ker sem pa vedno se nekako želela iti nazaj na Shimano in se je pač vse to izšlo, da sva dobila lahko tudi nekako ugodno potem ta nov Dura SD2 in se rekel, zdaj, če pa kolo že slečem pa dol, pa dajmo ga še poštrihati, da bo malo se videli, da je nekaj novega. In tudi ta čist bela varianta, v bistvu kolo, ki je skoraj čist v eni barvi, pa samo te napisi, meni je bilo to itak vedno všeč, živna moja F10 je bila zelo tako, in to mi je bilo vedno, sam pač te napise, nekako nisem vedela, kaj bi z njimi v kakšno barvo bi šla, pa ne vem, ta zlata je letos moderna in je šlo vse v to zlato. Tako da je v bistvu cel kolo šajni, no. Vse je seksi. Kaj ga vidite v živo, sploh zuni, na soncu se sploh, se kar blešči. Še čeren sedeš, daš gor. Sej bo, samo moram se veš, to je projekt. To je projekt. Po farbu ga je Janez Goldmajer, ja, ga je po barvu, res se je ful poglobil, ne vem, 3-krat sva se videla, barvo je preprobil, pokazal, ful sem mu težila, vse mi je bilo premalo bleščeči in se je res potrudil, da je najdel te barve, da je bleščice nabavil, ne vem, cele kile teh bleščic. Je pa tako, zanimiv, to zdaj pol kukorkolo glavnem. Kolo je, smo ga glih kar zvagali in je v bistvu kolo zdaj 150 gramov lažji, Zdaj ne vem, zdaj si pravim s to barvo čisto nisem zastopila, ali barve isto, kot prej ali ne prej, 60 gramov več z njegovo barvo ali 60 gramov njegova barva, to čisto nisem razumela. Tako da če bi pomenili, da je 60 gramov več, bi pomenili 200 gramov skoraj kolo. Ampak 150 gramov, da je lažji, kar pač jaz jasno pripisujem opremi, ribiška oprema je 150 gramov. Jaz meni so ribiči čisto všeč ljudje. Prav zabavni so. Koliko je bajk težek? Bajk ima zdaj 7,5. 7,5. Sem to je že s powermetrom. S powermetrom, ja, powermetra nismo dol delali. S powermetrom, s pedali, z nosilci, samo dol smo dali števc, kar je zdaj, se pravi, tudi nosilčki za lučke, vse to je gor. Tako da s tem je teža, ja. Zdaj, če bi dal te powermetre dol, pa mogoče še, pa bi bil še 200, je pa pač jasno, diski svoje naredijo. Ja, greva še zraven kolesa, pa še to posnela. Pa dejva. Imam še kaj za reči, ko bo prišla iz kolesa, bo tukaj zaključek. Hvala, ker ste naju gledali, mi da gre zdaj pokazati, če bajk, če imate kakršnokoli vprašanje, če rabite kakšno opremo za sprobati, če hočete podpirati kanal, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega kupite, ob sredah velo runde, ob 5. Ja, ob 5 smo že kar, ob 5 so te runde. Evo, ob 5 ta počasna grupa štarta 5 do... Ne, kar ob 5. Kar smo dali ob 5, pa je potem 5 čez, pa 10 čez. Ok. No, ja, to je to. Pač pa se pa že zvrstimo klele enkrat do 7. Spremljite Velobar Instagram račun, pa itak Proofcycling, Instagram, TikTok, YouTube. Največ boste na YouTubeu zvedeli. Instagram je pa kdaj najhitrejša informacija. Evo, to je to, hvala, ker ste gledali. Gremo zdaj na bajk. Čau. Evo, bum bam. Tole je kolo od Petre, bojo pol na konc podcasta, bom še z kamero še bližje posnet, tako da evo, zdaj dam pa kar Petri mikrofon, pa bo ona več povedala v kolesu. To je drugače Pinarello Dogma F12. Original. Samo custom je pobarvana, se pravi zdaj pa vse mere, itd. Komponente, ki jih ima gor, bo pa Petra sama povedala, tako da evo Petra. No, torej, to je moja Dogma, prejšnja taka, ki ste videli prej, tista črno-bela varianta, ki je bila, še vedno je to isto kolo.
Moj kolo je okvir številke 53, tako da enkrat se bo tudi prodajal, ne, v taki barvi. Se pravi, gor smo dali Shimano Dura SD2, kjer je pač zdaj, tako kot veste, vse skupaj na Bluetoothu. Jaz moram reči, da se zelo dobro predstavlja, meni je ful dober oprijem na ročkah, mi paše. Narejene so zdaj že kar malo avtomatsko, da so na noter obrnjene, tako kakor pač nekako je zdaj to ali modern ali boljši ali kakorkoli, meni moram reči, da mi res paše ta način ročk. Kolo je pobarvan v tejle barvi, ko v bistvu niti ne vem, kako se imenuje, ni perla, ni bela, ni nič, ker sva jo lovila čist po svojem občutku z Janezom. Tako da Janez se je res potrudil, da je našel tako barvo, ker nismo hoteli, da je bela, nismo hoteli, da je bež, nismo hoteli nič, ampak je res ena posebna barva, ki daje odsev še posebej na soncu. Potem pa zlati napisi. Zdaj Janez je to barvo na ta način, da je najprej vse na zlato pobarval in potem je napise prekril in čez po špricu, to vem, ker mi je tako razložil, ker ni takih niti bilo nalepk v tako zlati barvi. Tako da je pač kolo narejen tako kakor smo že rekli, zdaj malo lažji, kar je zaradi same opreme lažji. Vse ostalo je pa gor tako kakor je bilo. Nič se ni spremenil, še vedno Berkov sedež, ko bo moram mi ga preobleči v črno. A ne, Andraž? Tako da, to je to. To so te stvari, ki bojo pač pri temu kolesu, upam, da zdaj prišle malo bolj do izraza. Da me bojo na cesti malo bolj še opazili. Opremo si že povedala, ne? Opremo sem povedala, gor, dobro, no, pač gonilko imam jaz dolgo 172,5. Gor so Princeton, se pravi, kaj so že to, Pik, moje so Pik. Tako, se pravi, mislim jaz, dobro, v Feltnah smo že govorili, da so res hude, pa vrtijo se. Tako da, kaj zubnik imam v zadnji 34, se pravi 12 redna je Dura Ace, v spredi imam pa 50, 36, to sem prav misliš, da povedala? 50-34. 50-34, 50-34. Ne, 50-34. On ima, ne, jaz imam 50-34, pozad imam tudi, tako da zdaj je bil že malo sproban na ene dveh malo bolj strmih klancih, pa moram reči, da kar prav pride tale 34, sploh, ko začneš enkrat trenirati, ko moraš malo bolj na kadenco voziti, je tole kar super zadeva. Tako da jaz priporočam, no. Malo večje zubnike od zadaj, ker ta vožnja na moči tako nikamor ne pele. To tudi že ti bi lahko, kdaj imel kaj tazga od zadaj. Ja. Pa šel na kakšen strm klanc. Ja. Ne vem, to je to. Balanco imam 40 široko. Fajfo imam pa dolgo 12, 11. Se ne vem, ne vem, če kje piše. Ne, mi je zakrit. Ja. Ročke, vidite, ima tudi ona zdaj malo na noter? Ja, ročke so vrhunske, ročke so top. Ročke res. Košarce so Most Wings, Pinarellota, Vittoria NXT plašči, zračence imaš ti, ne? Ja, jaz imam kar zračence. Stara šola pa Sioma Dual pedala, oziroma Sioma Duo pedala. Ti še imela še kakšne lažje zračnice, nogi in še lažje. Evo, to je to, imaš še kaj za dodati? Si zadovoljna s kolesom? Zelo. Evo, to je to. Hvala, ker ste poslušali. Aj, čau.